To je podcast Od bita do bita. Maruša in Anže. To sva midva. Hitrejša od spektruma. Ja, exactly. Spremljava dogajanje v svetu tehnologije, izbereva 3 teme in potem pol ure o teh 3 temah debatirava. Ja, pol ure v narekovajih. Pomagala nam bo Katja Koren Ošljak. Nova epizoda Od bita do bita. Katja, dobrodošla spet pri nama. Pozdravljena Maruša, pozdravljena Anže in hvala za vabilo. Anže, se spomniš, o čem sva s Katjo govorila pred leti? Programiranje neko se mi zdi, to je največ, kar sem si za nalaž nisem šel pogledat za nazaj, ampak ja, mislim, da je bil Code Week, ne? Tako. Tudi o tem, kako programiranje je za punce. Katja, se je z leti kaj spremenilo, se je ta odstotek pri ženskah kaj dvignil? Jaz moram reči, da v tem smislu, da bi se v populaciji odstotek dvignil, ne, se pa mi zdi, da je več zanimanja, kadar razpišemo delavnice, tečaje programiranja, da imamo neke punce, ki so začele redno hoditi in to me veseli, no, vsaj v tem smislu, da tiste, ki so pogruntale, da jim to leži, da jih zanima, da se potem redno udeležujejo. Katja Koren Ošljak je ambasadorka projekta Europe Code Week, torej Evropski teden programiranja. Katja, v zadnjem času pa programiraš predvsem v zavodu Vsak. Kako si te dni, kje delaš te dni, je verjetno bolj pogosto vprašanje? Ja, to je zelo pestro. Ja, v zavodu Vsak smo v jeseni v času Code Weeka tudi prek spleta organizirali kar precej delavnic programiranja in drugih digitalnih veščin. Poleg tega pa sem jaz zdaj tudi občasno oziroma z eno nogo na Fakulteti za družbene vede kot raziskovalka na projektu Medijski repertoarji mladih. Izjemoma, kdaj sem v pisarni na FDV-ju, sicer pa večinoma doma iz domače dnevne sobe. Od bita do bita. 3 teme nas čakajo danes, povezane tudi s tvojim delom od doma, in ker smo vsi doma, predlagam, da začnemo. Neenakost mladih pri dostopu do opreme v času epidemije. Mislim, da ta stavek ponavljamo že več let, potem pa smo glede na razmere letos samo dodali besedo epidemija, pa besedno zvezo šolanje od doma. Katja, kaj se je spremenilo od prvega vala pri dostopu do opreme? Zares se je pokazalo, da je še vedno veliko otrok, veliko šolarjev brez računalnikov. To vemo zaradi tega, ker se in na zavod Vsak in na društvo Duh časa, seveda pa na številne druge tudi organizacije, šole, obrača veliko število otrok, predvsem pa staršev in tudi socialnih delavcev, ki poskušajo v bistvu gasiti požare. Namreč situacija družin, odraščajočih osnovnošolcev in tudi dijakov, ki bi morali hoditi k pouku nadaljavo, pa doma zato nimajo običajno ne računalnika, dostikrat pa tudi ne povezave z internetom. Tako da v tem smislu ideja, da bi skupaj cel grozd organizacij, ki delujemo oziroma smo pomagali na tem področju v prvem valu, da bi uspeli zagotoviti vsem šolajočim do jeseni pač to opremo, nam še ni uspelo, ne? Kar se pa danes kaže, recimo, kaj je še drugače, oziroma kaj je predvsem drugače, je, da so ljudje, ki vstopajo v stik s prostovoljci Društva Duh časa, tudi z nami ali pa z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zvezo prijateljev mladine Moste Polje, da so starši teh otrok veliko bolj v stresu. Kaj se je spremenilo v tem dobrem smislu, koliko ste jih nabrali? Mislim, da v prvem valu, da je šlo okrog 1000 računalnikov, ki so jih prostovoljci Društva Duh časa obnovili. Seveda, hvala na tem mestu vsem posameznikom in organizacijam, ki so donirale opremo, absolutno pa hvala prostovoljcem Duha časa, ki so pač dneve in noči delali v svojih delavnicah in te računalnike obnavljali, nameščali nanje eno odprtokodno rešitev, pač Linux, ne, ampak eno posebno različico, ki je zelo podobna Windowsom, ker smo sklepali, da otroci se bodo v takem okolju bolje znašli.
Tako da res hvala njim za trud. No. S tem delom pa še vedno nadaljujejo zdaj. Katera distribucija je pa bila? To me pa kar zanima. Se pravi, kaj so zbrali, da je izgledalo podobno oknom? Vidiš, to pa bi lahko pričakovala, da me boš že vprašal. Mislim, to bi dal v zapiske, ker se mi zdi, da je vredno vedeti, ker mogoče komu prav pride. Zato... Ja, seveda. V bistvu je pač na Ubuntu je pa ta, kako se temu reče, zgornji layer Chalet OS. Ok, lepa. To pa ne poznam in bom šel pogledat. Chalet OS, ja. To mislim, da je en razvijalec iz Srbije, če se prav spomnim, razvil. Ok. Bomo dali v zapiske. Katja, ko se pogovarjamo o prvem, o drugem valu, o tem, kaj se je spremenilo pri obvezni opremi šolajočih, za katere spremembe med prvim in drugim valom je na tem področju poskrbela država? Mogoče bolje, za katere bi morala? Država se je vsekakor očitno potem, kako dobro je pač zmogla in znala, angažirala tudi na področju urejanja dostopa do opreme. Sploh v prvem valu se spomnimo, so precej komunicirali o donacijah, s katerimi so kupili tablične računalnike. Ti so recimo nekje za otroke iz prvih 3 razredov osnovne šole v prvem triletju verjetno čisto ustrezne rešitve za pouk nadaljavo. Priskrbeli so jim tudi s pomočjo donatorjev nekaj SIM kartic za mobilni dostop, to je vsekakor super. Problem pa je, da tudi teh nekaj, mislim, da so jih okrog 700 ali nekaj takega razdelili, samih tabličnih računalnikov, če nisem slučajno številk kaj pomešala. Je to pač očitno veliko premalo. Tudi že v prvem valu, kot sem rekla, preko Duha časa in Zveze prijateljev mladine, je šlo ven okrog 1000 naprav. Do zdaj jih vsak teden okrog 200 v Duhu časa pripravijo, recimo ta teden mislim, da jih je 250 jih gre danes že na pot po Sloveniji, preostali pa pač do konca tedna. Zdaj moram reči, da ne bomo pač samo kritični do države. V zadnjih 2 tednih recimo se je izkazala neka naklonjenost posameznih uslužbencev ministrstev in drugih javnih služb, ki so pozitivno se odzvali na pismo, ki smo jim ga poslali. In zgleda, da so se začele premikati neke donacije odslužene računalniške opreme z ministrstev. Zdaj zgleda, da iz tega prvega paketa, da bo nekje 600 uporabnih računalnikov. Pri tem bi rekla, da hvala, še vseeno pa mogoče bi zdaj izkoristila, če mi dovolita, da bi rekla, da nam manjka mišk in tipkovnic. Torej, če bi bilo kje kakšno podjetje ali pa organizacija, ki ima večje število tipkovnic, mišk, tudi če so malo umazane, jih je treba očistiti in to v Duhu časa pravijo, da bodo za vse poskrbeli, bodo pa veseli pač večje donacije v tem trenutku, namreč zaradi obilice dela težko eno po eno donacijo obravnavajo. Skratka, v tem smislu, vse tudi v državi stvari premikajo, je res težko in mislim, da je neverjetno, kako se zdaj razkriva podhranjenost. Ta digitalni razkorak v bistvu najbolj osnoven pri dostopu do opreme, do dostopu tudi do interneta v Sloveniji. Jaz si kaj takega, dokler nismo prišli do te krize, res nisem predstavljala, da je toliko težav, toliko problemov. Operaterje sva midva že spraševala v eni izmed prejšnjih epizod, sicer zato, ker smo se pogovarjali o 5G-ju in razmišljali o tem, kakšen je odgovor operaterjev na bele lise v državi, pa sta predstavnika A1 Slovenije in Telekoma Slovenije državi sporočila, da bi morala država za to poskrbeti. Kaj ti misliš, kdo, kdaj, kako bi morali razmišljati, da bi lahko otroci danes imeli dostop do internetne povezave? Ja, mogoče bo to malo aktivistično pa naivno zvenelo, ampak jaz mislim, da je dostop do interneta v bistvu del človekove temeljne neke komunikacijske pravice. To je osnovna infrastruktura
do katere bi morali vsi imeti dostop, tako kot moramo vsi imeti dostop do čiste vode, naprimer. To bi bila neka osnovna socialna drža države, v kateri živimo, v kateri ustvarjamo, jo razvijamo, tudi ne nazadnje plačujemo davke. Ne? Tako da v tem smislu neke bele lise nepokritosti bodisi z optičnim omrežjem, bodisi z brezžičnim omrežjem, ki omogoča ljudem, da delajo karkoli, ne samo, da se izobražujejo, ne? Bi mogel biti, kaj ne rečem, pač osnovna raven, da bi lahko okolju sploh rekli, da je ustrezno za bivanje, ne? Da je poskrbljeno za neko osnovno komunalo, ne? če tako rečem. To je iskreno moj pogled, ne? Seveda pa mislim, da bi mogoče tudi sami operaterji lahko bili, to je spet nadaljevanje moje naivnosti, operaterji lahko bili malce tudi zainteresirani, da sami to pokrijejo. Se pravi, da če delujejo na nekem tržišču, da ne delujejo samo skozi tržni princip, ampak tudi skozi principe vrednote nekega družbenega dobrega. Vse, kar bi jaz hotel reči, si ti rekla, ampak me pol vsakič znova boli, ko se moramo s tem sploh ukvarjati v resnici. Ne? Zdaj pa, ko se pogovarja z mladimi, ko delate, ne? Kakšne so posledice digitalne ločnice med mne? Zdaj, seveda, eno je, nekdo nima interneta, zdaj ne more imeti šole nadaljavo. Ne? A je še kakšna taka stvar, ki bi jo lahko izpostavila? Ja, tudi izključenost. Ne? Recimo pametni telefon, ta večna povezanost, ne, je en kanal oziroma prostor, v katerem se dogaja zelo veliko vrstniških stvari. Ne? Danes, ko so mladi zaprti praktično v svoje sobe, ko ni več niti šolskega igrišča, šolskega dvorišča oziroma dvorišča pred blokom, se je še toliko več njihove komunikacije preselilo na Viber, pa ne vem, pa tudi WhatsApp, pa Snapchat, pa TikTok in tako dalje. Ja, kolikor pač nimaš svoje naprave, ki je v bistvu kot nek portal, s katerim vstopiš v prostor, kjer se lahko družiš s svojimi vrstniki, so potem ti mladi še od tega odrezanja. Ne? Se pravi, ne samo, da težje sledijo pouku, včasih sploh ne morejo slediti pouku, še ta socialni vidik, družabni vidik. To so stvari, za katere mislim, da se bo šele po koncu epidemije zares pokazalo, kako globoko so mlade prizadele. Šola nadaljavo, logično nadaljevanje tega, da se pogovarjamo o opremi, ki jo nujno potrebujejo šolarji. Zdaj že imamo nekaj izkušenj, Katja, tudi ti osebno, ne? Česa vse se učiš od doma, naj jo zanima? Ja, jaz imam v bistvu z šolanjem nadaljavo zdaj super dvojne izkušnje. Na eni strani rečemo temu kot učiteljica, na drugi strani kot učenka. Kot učenka jaz trenutno obiskujem tečaj japonščine, ki je pač od spomladi že nadaljavo prek Zooma. Pa moram reči, da v tem kontekstu zadeva še kar dobro funkcionira, razen tega, da imamo vedno pogovore o tem, kako zdaj kdo deli zaslon, pa pokaže, kaj je napisal in tako naprej. Kot učiteljica pa smo že v jeseni izvedli nekaj delavnic Codewika z otroki, ki so bile zelo dobro sprejete. Se je tam pokazal en trend oziroma ena značilnost, ki se mi zdi, da je sploh pač ena stranska značilnost, posledica izobraževanja nadaljavo. Otroci so prišli na Codewik delavnice programiranja, imeli so se super, ampak sploh z mlajšimi, tistimi starimi 8 do recimo 11 let, je ves čas pridno sedel tudi en starš. Starš je imel račun za Zoom, jim je to vse nastavil, pomagal jim je okrog Scratcha, torej vse tisto, kar bi sicer jaz oziroma katerikoli mentor na delavnici programiranja počel
v živo, ko bi hodil od računalnika do računalnika, od otroka do otroka. Ne. Vse to so zdaj, velik del tega so prevzeli tudi starši. Ne. Poleg tega sem kot učiteljica še v eni vlogi pač pri enem modulu internetnega praktikuma, kjer delamo z študenti na Fakulteti za družbene vede. Upam, da tam brez staršev? Da, brez staršev. In moram reči, da mi je v tem smislu, kaj ne rečem po svoje, precej težje kot nekomu, ki predava. Prva stvar, ki recimo je skoraj neka frustracija, je to pomankanje feedbacka, odziva. Ne? Mogoče na začetku še prižgemo kamero, da se pozdravimo, potem pa ugasnemo kamero in izklopimo mikrofon. In potem si predstavljate, da vam jaz tam skupino študentov, ki poslušajo moja predavanja in vsi so na mute, vse je tiho, ničesar ne vidim in jaz govorim in potem tako zelo to najeda predavateljevo samozavestno, ker ti nobenega feedbacka, pa ne veš, ti vmes internet dol padel, ali je čist brez veze, pa nikogar ne zanima. Ne? Kot zdaj sem razvila v bistvu neko tehniko, da vsake nekaj minut, recimo 10 minut, naredim pauzo in potem pač pokličem vsakega študenta posebej in ga poimensko izzovem, če ima kakšno vprašanje ali kak komentar, no in potem se pa razvijajo debate in potem si vedno oddahnem, vendarle ni bilo tako slabo predavanje, ampak ta drug kanal, drug prostor, v katerem se srečujemo, tako čuden, nenavaden, ga še nismo usvojili. Ne. Socialni kontekst se nam na internetu spremeni, ne, pri teh spletnih predavanjih in jaz ugibam, da še zdaleč nisem edini učitelj, edini predavatelj, ki ima s tem težave. Tako da mislim, da se moramo tu še vsi veliko učiti, kako zdaj z izobraževanjem nadaljavo. Pogojeno je tudi z orodji, ki se jih uporablja. Ne? Zdaj ti omenjaš Zoom, pa se mi zdi, da je to kar nekako postala privzeta izbira za večino ljudi. Ampak tako, imaš še tako, na podlagi izkušenj še kakšnega favorita oziroma kaj si uporabljala, pa mogoče, če je v kakšni od teh storitev malo lažje, malo težje, ne? Vemo vsi za Teams od Microsofta, pa Slack obstaja, pa Arnesova spletna učilnica, tam, kjer je to potrebno. Ne? Čez palec imaš kakšnega favorita ali je Zoom to, kar imamo in bomo v prihodnosti več razmišljali o tem? Jaz bom rekla, da sem se z Zoomom pač sprijaznila, zaradi tega, ker najprej se je Zoom pojavil v mojem življenju spomladi, ker smo na Zoomu imeli tečaj japonščine. Nisem bila preveč srečna. Ja, spomladi sem poskušala na našem tečaju japonščine prodati Arnesu v Jitsi, torej ta, mislim, da je iVit.arnes.si ali kako je že domena, ker je res preprost, ampak iz nekih posredovanih negativnih izkušenj, torej nekdo, ki je na tem tečaju, je rekel, da to je slišal, da je res slabo, smo potem ostali na Zoomu. No, zdaj realnost taka pa je, da tudi prek Univerze v Ljubljani dostopamo do Zooma oziroma se je to v tem okolju kot neka privzeta rešitev za predavanje vzpostavlja. Ne? In v bistvu ta Zoom nekako uporabljam, ker ga zdaj vsi poznajo, ker je zaradi tega manj težav. Moram pa tudi reči, da se mi zdi, da je v zadnje pol leta Zoom tudi mičken manj zoprn mi postal. Zdaj, ko si Anže omenil Teams, jaz Teamsov nisem nikoli uporabljala, smo pa recimo že lani uporabljali, to sicer ni platforma za predavanje v živo, te Arnesove učilnice, torej Moodle, pa lahko temu Moodlu tudi marsikaj učitamo, skratka nihče tam ni investiral veliko energije v razvoj nekega uporabniškega umestnika, ki bi učencem in učiteljem pač olajšal delo pri uporabi teh učilnic. Sicer pa ja, v preteklosti, torej do Zoom faze, do Zoom epidemije, je bil pa verjetno moj privzeti kanal za konference in delo in dogovore nadaljavo, so bili pa Hangoutsi, oziroma zdaj mislim, da Hangoutsi ne obstajajo več, da je Google Meet, a ne, če prav razumem. Ja. Tako da ta orodja, ki so razvita za
posebej za neka predavanja, seminarje nadaljavo. Daleč od tega, da sem fenica, ne, v bistvu so mi in vizualno in uporabniško tako nekako okorna, ampak sem se jih navadila in omogočajo pač neke stvari, ki so priročne, kot to, da lahko recimo tablo vklopiš in pišeš na tablo, recimo to se mi, mislim, vsaj jaz to pogosto uporabljam. Bomo nekaj teh orodij dali v zapiske, se lahko vsak uporabnik odloča potem, kaj je dobro in kaj je slabo. Mogoče poznata pobudo. Na Tehnozvezdju sem brala, da so Britanci pred leti vpeljali program učenja digitalnih veščin in tako na različne načine začeli spodbujati učenje programiranja na nacionalni ravni, če sem prav razumela. Med drugim je pred leti na pobudo BBC-ja nastal kartični računalnik Microbit. Potem so ga razdelili, mislim, da 1 milijon učencem in danes se na njih programiranje uči že okoli 20 milijonov otrok iz 60 držav in letos je na trgu že druga generacija. Zakaj bi naj bil to računalnik namenjen otrokom? Zelo je preprost zares za sprogramirati, za uporabo. Namreč ta računalnik po eni strani združuje ta hardverski vidik, to je pač ploščica, na kateri je zaslonček oziroma zaslonček, ki ni nič drugega kot kvadrat oziroma polje iz LED žarnic. Nanj se da priklapljati različne dodatke, zvočnike, dodatne lučke, elektromotorčke in tako naprej. Tisto, kar pa naredi zadevo privlačno oziroma dovolj preprosto, da se otrok, torej nek popoln začetnik, začne učiti programiranja, je pa spletni vmesnik, na katerem podobno kot pri Scratchu, torej z nekimi vizualnimi bloki sestavljaš programsko kodo oziroma računalniški program, ki ga potem prek kabla naložiš na Microbit in Microbit potem to kodo izvaja. Se pravi, če sem rekla, da imaš na njem displejček, ki ga sestavlja v bistvu ta mreža LED žarnic, lahko animacijo, lahko te žarnice razmeroma enostavno sprogramiraš in potem se ta koda izvaja oziroma se te žarnice, tvoj light show recimo, prižiga na Microbitu. Ja, všeč mi je, da si 5 ledicam rekla light show. To so pa izkušnje učiteljice, ki otrokom mora prodajati, kaj vse dobrega se da narediti s tehnologijo, mogoče pa pomaga, pa koga stimulira. Jaz verjamem, da pomaga, sam super se mi zdi, tako da je bilo razloženo. Tudi za naju dva, čist po pravici povedano. A pa bi izpostavila lahko vsaj kakšno prednost tega šolanja, predavanja, učenja nadaljavo. Tako, a je kakšna reč, ki pa mogoče je v koraku pozitivno smer proti nečemu, ki se dogaja v živo, ali je več ali manj vse kompromis? Jaz mislim, da je pozitivno recimo z tega vidika. Eno je dobro varnost v času epidemije, da se ne okužimo, to nam je vsem jasno. Ja, okay. Prihranki časa pri potovanjih. Jaz mislim, da bomo za veliko stvari, ki smo jih v preteklosti delali fizično iz oči v oči, mogoče ne toliko izobraževanju, ampak še bolj pri nekih sestankih ugotovili, da zdaj se lahko to prek spleta ali po telefonu vse dogovorimo. Upam. Pri izobraževanju nadaljavo mogoče to razvijanje tehnološke pismenosti v splošni populaciji. Zdaj pač čeprav smo prej se pogovarjali o tem, koliko negativnih učinkov je zaradi digitalnih razkorakov, nekateri ne znajo, ne zmorejo, nimajo opreme, ampak če damo to debato ob stran, v splošnem bomo pa vsi pridobili cel kup nekih tehnoloških informacijskih veščin. V tem smislu bomo gotovo nekaj pridobili in je to šolanje nadaljavo recimo tudi dobro. Zdaj z pedagoškega, z didaktičnega vidika, pa ne vem, mislim, da se moramo tu še vsi veliko naučiti, da bomo bolje ta kanal izkoriščali za predavanja nadaljavo. Od bita do bita. Na koncu nekaj korakov stran od vsega povedanega. V svet novih, ne nujno najcenejših računalnikov
se pa sprašujemo, če so morda najboljši. Anže, kaj točno je novega pri novih Applovih računalnikih? Opazila sva jih seveda tudi zato, ker so jih predstavili pred kratkim, zelo aktualna tema. Ja, saj tukaj bo Katja, sklepam, da bo zelo podpirala ta razvoj, v katerega je Apple šel. Pač novi, sicer zdaj te bolj osnovni njihovi modeli, se pravi Mac Mini, Air pa ta majhen Pro, so dobili ARM procesorje, kar se je itak nakazovalo zdaj že zadnjih ne vem koliko let. Gre za v bistvu računalnike, ki nimajo AMD-jevih oziroma Intelovih procesorjev, kar pomeni, da so na arhitekturi ARM, za katero je treba čisto vsak program prilagoditi. In to zdaj, če bi se vi to pogovarjali leta 2000, bi bila to kar neka huda revolucija, glede na to, da imamo pa vsi v žepih nek telefon, ki ima zagotovo, razen zelo redkimi izjemami, in jaz sem tiste izjeme, nekatere tudi testiral in niso bile prav dobre, imajo čisto vsi ARM procesore, tako da je bila to kar neka taka naravna evolucija. In to, kar je Apple predstavil, pa zdaj pa jaz tega ne rečem zelo lahkodušno, ampak morda pomeni kar eno tako mini revolucijo, kar se tiče prenosnikov in pa tudi stacionarnih računalnikov, ker ti ARM procesori, ker so bili narejeni v prvi vrsti za telefone, se pravi za mobilne naprave, so izjemno varčni in tudi izjemno hitri, saj ko uporabljajo pač enojedrne procese, to je pa kar večina ljudi počne na svojih računalnikih. In zdaj smo prišli pač v neko fazo v dobi teh domačih računalnikov, ko, prenosnik zdrži po 15 ur. Zdaj sem to rekel čez palec, Apple se je s tem hvalil na predstavitvi, zdaj sem pa tudi dobil potrditev, da temu je tako, sem celo enega človeka vprašal, ki ima ta računalnik doma. In to so pa številke, ki so bile do zdaj res rezervirane za, tablice in telefone, ko se lahko pogovarjamo, telefon zdrži cel dan. Pri prenosnikih vsi vemo, kako je. Dokler je na kablu, je super, ko ga pa odklopaš, pa začneš odštevati tiste 3-4, mogoče 5 ur, napreden se vse skupaj konča. Ja, jaz že dolgo nisem bil tako navdušen nad nekimi novimi procesorji v računalnikih. Pa še enkrat, to govori človek, ki v življenju ni imel Maca, tako da ne bo pomote. Res, v življenju nisem imel Maca. Zato si kredibilen, poslušalci bi rekli, da jaz ne bi bila. Ja, točno to. Res impresivna predstavitev, pa tudi vsi podatki, ki zdaj prihajajo ven od teh bolj neodvisnih ljudi, ki to testirajo, vse več ali manj potrjujejo. Še vedno, tako kot je Maruša na začetku rekla, to so Appleovi računalniki. Tukaj ta najcenejši, ki je Mac Mini, kjer ne dobiš tudi zaslona zraven, stane 700 €, Air je okoli 1000 €. Ne pogovarjamo se o računalnikih, ki bi ga kar lahko zdaj vsak kupil, ampak če bo šle pa reči v to smer, da bo ARM nekako prišel mogoče tudi v dosti cenejše naprave, se nam pa obeta kar neka nova era teh prenosnikov in pa računalnikov. Seveda niso najcenejši, seveda so to Appleovi računalniki, ampak bi vseeno rekel, da se jih splača kupiti? Splača se jih kupiti tistim, ki imajo trenutno kakšnega starega MacBook Aira in so gledali novega. Jaz mislim, da lahko brez zadržkov rečem, da kupijo tega z M1 čipom, se pravi tem Appleovim čipom in ne tistih, ki imajo pač od Intela procesorja noter. Anže pa ne bi rekel, da mogoče previdno počakajo, 6 mesecev, če se izkaže kakšna, skrivna napakica, ki je mogoče v drugi generaciji ne bo več. Jaz sem namreč ravno o tem razmišljala. Jaz namreč imam MacBooka, ki sem ga kupila v začetku 2016 in počasi ga bo treba zamenjati. In sem tudi najprej bila navdušena, zdaj sem pa tako malo pivotiram na mestu in se sprašujem, ali bi mogoče čakali na naslednjo generacijo M1. Jaz bi načeloma bil enako previden, tako kot si ti zdaj rekla, ampak se je tukaj par faktorjev, ki se jih mogoče splača upoštevati. In eno je to, da ta čip, ki je tukaj noter, je v resnici, zdaj zelo pavšalno to govorim, enak kot tisti, ki je bil že v iPadih in iPhone. Sprav gre za neko preverjeno tehnologijo, tukaj ne gre za revolucijo. Zdaj, unika bolj podrobno to sceno spremljamo, smo vedeli, da se bo to slej ko prej zgodilo. Zaradi tega, ker že zdaj najnovejši iPadi pa iPhoni so praktično v pač enojedrnih procesih hitrejši kot večina računalnikov, ki jih imamo mi doma. In to so v bistvu pač procesori, ki so že preverjeni na milijonih in milijonih naprav.
Potem je pa tukaj tisti ključen del, ki je mogoče malo še pobremza to željo, da bi mogoče raj tega recimo ti izbrala kot tistega z Intelovim čipom. Je pa pač to, da je bilo veliko vprašanje, kako bojo pač delovali programi, ki še niso bili prepisani za ARM, ki so bili napisani samo za Intelove procesorje. Ampak sem tudi tukaj zdaj dobil toliko enega feedbacka, da stvari pač delujejo. Apple je naredil ta umestnik Rosetta 2, ki pač prevede v realnem času skoraj programe in ne vem, jaz sem zdaj videl par teh reviewjev, kjer ljudje, ne vem, Adobe, emulirane Adobe uporabljajo za montažo 4K videa, Mislim, zdaj jaz ne vem, kaj točno vse ljudje počnejo na svojih računalnikih, ampak to gre za kar neko težko uporabo, Večina ljudi bo brez težav odprla Word in vse ostalo, ali pa Chrome, ali pa Safari, ki je itak že preveden, Tako da res, če veš, da delaš nekaj takega, uporabljaš nek program, ki bi mogoče bolj slabše tekel, zato ker gre za ARM procesor, potem se splača počakati, ampak res roko na srce, vse, kar sem slišal, tudi kar se te emulacije tiče za nekega povprečnega uporabnika, jaz ne bi več kupoval Intelovih Macov. Tista baterija in pa tudi hitrost, konkretna razloga, da se gre v to smer. Tako da a se bo potem lahko čez eno leto izkazalo, da ne vem, bo tipkovnica že spet za nič, mogoče, tako kot je bila v zadnji generaciji Applovih MacBookov, ampak že spet se mi zdi, da so tudi pri Applu na to mislili, zaradi tega, ker ta Air je narejen na podlagi, se pravi, zadnjega Aira, ki že ima ta novo tipkovnico, ki se ne kvari. Tako da nimam nekih ekstra zadržkov, res ga še nisem imel v roki, to je mogoče še edino, kar bom rekel, ampak sem pa s parim, teh par reviewjev, ki jim zaupam, prebral, pa govoril z nekom, ki mu res zaupam, ki ga celo ima, in res tako, moj bog, tole je kar v redu, se reče temu strokovno. Zdaj poziv tudi za poslušalce, če ga kdo že ima, naj se na Maskatju oglasi, preden opravijo kak drag nakupno. Ampak ta M1 je res, mislim, na 5-nanometrskem procesu je veliko bolj varčen. Pač moraš si tako predstavljati, da gre za iPad z tipkovnico in pa operacijskim sistemom, ki razume, da obstajajo tudi miške in tipkovnice. Tako, to, kar je tukaj Apple uspelo, je kar neka velika stvar. Res, mislim, težko bo najti neke konkretne razloge, zakaj Intelove Mace kupovati. Katja, sporoči nam, ko menjaš računalnik. Ja, velja, bova izmenjali izkušnje, pol Maruša, koga še ti. Dogovorjeno. Super bi bilo, da ena kup M1, ena kup pa Intela, pa vidimo, kjer je bolj zadovoljna, to bi bilo kar zabavno. Pa testirava v odbiti. Katja Koren Ošljak, hvala, da si prišla v Odbita do bita. Hvala vama za vabilo, lepo se imejte. Anže, ker nimaš Applovega telefona ali računalnika, moram ti povedati na koncu, da nam Lena v Apple Podcast sporoča, da je vesela, da naju je našla, ker v vsaki epizodi najde nekaj novih informacij. Ocene in komentarje seveda lahko napišete tudi vsi ostali, ne samo v Applovih aplikacijah za podcaste, lahko tudi kam drugam. Res je, sva na Twitterju, Afna Odbita, pa odbita@rtv.si, pa lahko se naročite na najin newsletter. Tudi ta povezava je na val202.si pošiljnica Odbita, kjer so tudi vse ostale epizode tega podcasta. A ne? Tako je. Hvala za pozornost, se slišimo. Čau. Adijo. Pazite na se. Enako. Čau.